Lep pozdrav, dober dan na predstavitvi poletnega branja Celjske Mohorjeve družbe. Moje ime je Kristjan Koželj, sem sicer urednik pri založbi Pivec, ampak sem tudi član uredniškega odbora revije Zvon, tako da sem danes jaz z vami. In na začetku en lep pozdrav obema gostoma, trikratni doktorici Miri Delavec-Tuhami in pesniku Jerneju Grlju in bodočemu doktorju seveda tudi, kot bomo danes to zvedeli. Mečken kasneje jo bomo spoznali bolj podrobno, bi vaju pa zdaj od začetku tega pogovora mogoče najprej izzval enim vprašanjem, ker smo ravno pred Dnevom državnosti, ki ga obeležujemo v sredo. Oba je življenje poneslo na nek način v tujino. Gospa Mira vas v Nemčijo, Jernej, vi študirate v Združenih državah Amerike, v eni bolj eksplozivnih točk Združenih držav Amerike v tem trenutku v Los Angelesu. In ko smo ravno pred tem omenjenim praznikom, me zanima, kako vidva kot Slovenca v tujini, ki se vračata seveda domov, doživljata to našo državo, temu reči, od zunaj. Lep, prijeten dober dan vsem skupaj in hvala za povabila. Vprašanje, ki vedno znova obudi cel kup spominov. Najlepši občutek je, ko se pripelješ čez dokaj pretočen tunel Karavanke na slovensko stran in ko zadihaš slovenski zrak in ko te na pragu pozdravi mama. Slovenija je pač ni samo država, je tudi domovina in ravno kar zdaj sem se vrnila z gostovanja v Zadru, Puli in Istri in moram reči, da ker sem tudi sodelovala s slovenskimi izseljenci in lahko rečem, da namreč v tujini kot pojasnilo poučujem dopolnilni pouk slovenskega jezika v okviru Slovenskega ministrstva za izobraževanje. In seveda se trudim za širjenje slovenskega jezika in kulture. In lahko rečem, da najlepše je, če ima človek svojo domovino, ki ni samo po sebi vnevna. Vsak izmed nas je dolžan, da se potrudi po najboljših močeh, da ohranja dediščino svoje družine, svoje rodbine, in narod, ki neguje dediščino, ki neguje svoj jezik, svojo pisno, naravno dediščino, je narod, ki je bogat. In slovenski narod je narod, ki je zelo, zelo bogat. Marsikateri drugi narodi nimajo tako bogate dediščine kot mi in mislim, da se nam ni treba skrivati za svojo majhnostjo, ker smo veliki, tako v duhu kot srcu. In vesela sem in zelo rada prihajam domov in tudi rada bi se nekoč vrnila nazaj, ker je doma pač najlepše, ker so doma korenine, ker je tukaj moje srce in bo vedno ostalo moje srce. Starejša kot sem, bolj to čutim in bolj se mi zdi, da je to neprecenljiv občutek, ki ga težko opišeš. Hvala. Živijo še z moje strani. Moj pogled je precej drugačen. Ne vem, če je zdaj to globalizem naše generacije, kaj naj rečem, ampak jaz doživljam svojo domovino kot Los Angeles, ker tam preživljam veliko večino svojega časa. Pol se vračam domov in bolj tako, vrniti se poti, ki so bolj nostalgične, pa videti se prijatelje in družino. Bolj kot pa doživljanje domovine kot domovine same, ker nekako se tukaj počutim bolj kot tujec, razen ko grem v kakšen gost ali pa
po kakšni zakotni cesti, v kakšno zakotno vasico, ker mislim, to je to, kar najbolj pogrešam po mojem, ko me ni tukaj. Jaz bom na tej točki Jerneja majčkeno bolj predstavil. To je, danes bomo, se pravi, v prvem delu tega dogodka bomo govorili o zelo lepi, zelo pomembni, se mi zdi, za slovenski prostor pesniški zbirki z naslovom Tišina, ki je vaš prvenec. Se pravi, Jernej Grl, letnik 99, je rojeni Primorec. Maturiral je na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani, diplomiral na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in leta 2023 začel doktorski študij matematike na University of Southern California v Los Angelesu. Leta 2018 je prejel Župančičevo frulico, to je poleg Male Veronike verjetno najprestižnejša nagrada za srednješolske pa tudi osnovnošolske pesnike v različnih kategorijah. Poezijo objavlja na spletnih portalih Lud Literatura, Kud Logos, Vrabec Anarhist ter v revijah Zvon, Rast in v žal že ugasnem časopisu November. Želja po novih formah, idejah in odkrivanju še neodkritega je v avtorju od vedno. Že v rosnih letih se je ta želja utelesila v branju in še toliko bolj v zanimanju za matematiko, ki ga zaznamuje kot človeka, njegovo razmišljanje in ustvarjanje. Kasneje se je ta želja izkristalizirala v zanjo najbolj naravni obliki, v poeziji, ki v Jernejevem pesniškem izrazu ponuja nekaj povsem samosvojega. To je bila kratka predstavitev avtorja in njegove poezije, zdaj pa mislim, da bo prav, da preden se začnemo o poeziji pogovarjati, da ji prisluhnemo. Jernej, prosim. Preden je bila beseda, si je stvarnik vzel trenutek in globoko vdihnil vse občo tišino. Pod marsikatero pesmijo je pripis, ima večino iz Biblije, v tem primeru v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Včasih se zdi, da je zmanjkalo besed, da se zgolj še ponavljamo in lahko vam povem, da je po slovarju vse zgolj premetanka. Vendar ravno v tej obliki vsaka beseda predstavlja vsakič znova drugačen del svoje lastne tišine. Jernej, preden greva konkretneje v zbirko, eno vprašanje, ki se mi je zdajle sprot porodilo, namreč vemo, da je v ameriški družbi, v ameriškem svetu poezija zelo, zelo pomembna, cenjena disciplina. Tudi nekako pesniške nagrade veljajo skoraj da za bolj prestižne od proznih nagrad. Nekako imam občutek, no, tudi jaz, ko sem bil v ZDA, sem doživel, da Američani bistveno bolj dihajo s poezijo kot mogoče v tem trenutku Slovenci. Pa me zanima, glede na to, da je Amerika polna teh nekih pesniških klubov, literarnih delavnic in tako naprej, a ste se kdaj česa tazga udeležili, kakšna je bila izkušnja? Mislim, udeležil se nisem, ampak sploh se mi zdi, da je to bolj igra številk kot kaj drugega. Mislim, že v Los Angelesu je 20 milijonov ljudi, potem, če imamo v Sloveniji 2 literarna kluba, jih je v Los Angelesu 40 ali nekaj takega. V vsakem primeru se mi zdi, da, mislim, glede na poezijo in nagrade, pri nas so nagrade bolj skromne, ampak na prebivalca imamo po moje dosti več teh nagrad, ki jih podeljujemo. Včasih imamo občutek, da v slovenskem prostoru že vsaka knjiga pobere kakšno nagrado, če ni jih
napisana tako, no, z kakšnega srednješolca, pa nepredelana. Ampak mislim, ker se mi zdi dobro, da financiramo kulturo v tako velikem obsegu, glede na to, da je to edini način, da ohranjamo ta jezik, ki ga imamo, ampak mislim, angleščina kot sama imajo tudi dosti mednarodnih nagrad, pa se potem hitreje nabere, koliko tega je v celotnem prostoru, ker ne gre samo za ameriške nagrade, pa za vse to. Kako doživljajo poezijo, pa ne vem, mislim, da je velik del te poezije v Ameriki, vsaj kulture poezije v Ameriki, je ta slam poezija, ker gre bolj za performance, mislim, celotna kultura je bolj usmerjena k temu, da je treba nekaj dati ven iz sebe, da lahko človek to doživi, pa vidi, čim hitreje absorbira tvoje ideje, ker če je treba več pozornosti posvetiti, potem je to že malo velika zahteva v svetu, ki ga živijo. Prvenec je naslovljen Tišina in tukaj že samim naslovom je dokaj neposredno in direktno izpostavljena osrednja tema, ki jo ta poezija nekako preigrava, in to je odnos med tišino in med zvokom, med besedo, tudi iz teh pesmi, ki ste jih prebrali na začetku. In me zanima, kako vi sami doživljate ta odnos med tišino in tem, kar ni tišina. Mislim, to je tako, to je že precej teološko vprašanje glede tega, kaj je obstoječe in kaj je neobstoječe. To se bo Martin spomnil, ko nas je to učil še. Mislim, gre se bolj za to, da tišina brez besede ne obstaja, tako kot ne obstaja nič brez obstoječega, kako bi rekli temu. Mislim, če je edina stvar, ki jo človek pozna, če je bila edina stvar, ki jo človek pozna, prazen tih prostor, potem ne bi se zavedal, da je to prazen tih prostor. Oziroma pač ne bi obstajal v takem prostoru. Mislim, ne bi znal poimenovati, da je to prazen tih prostor, ker je to odsotnost nečesa. Za odsotnost nečesa rabi nekaj prej obstajati. Zdaj eno zelo formalno vprašanje o sami zgradbi zbirke. Zgrajena je iz 4 sklopov, 3 so krajši, eno srednji je pa tisti, ki je tudi po obsegu največji. In sicer, se pravi, ti krajši imajo zelo preproste, premočrtne naslove, prolog, epilog in postscriptum. Ta osrednji sklop ima pa naslov o stvarstvu in omenili ste že, da ima večina pesmi, in to so pesmi v tem osrednjem sklopu, dvojno strukturo, se pravi je pesem in potem je na spodnjem robu strani nek pripis. Zdaj te pripise tvorijo citati, predvsem svetopisemski, vaša osebna opažanja, matematične formule, znanstvena dejstva. In me zanima v tem sklopu, kaj ti pripisi, v kakšnem odnosu so do osrednjega dela pesmi? Mislim, o zgradbi zbirke same, predvsem namen drugih 3 poglavij, ki niso to osrednje poglavje, vsaj do neke mire pravilna kontekstualizacija tega glavnega dela. Mislim, namen glavnega dela pa je predstaviti moj pogled na filozofijo, mislim, dotično filozofijo, ki je predstavljena v zbirki v času, ko je zbirka nastajala. In se mi zdi, da brez teh stvari, ki usmerijo ta kontekst v pravi okvir, torej brez ostalih 3 poglavij, se lahko, mislim, pusti preveč odprto, kaj je bilo mišljeno z marsičem, kar je bilo napisano. In podobno je s temi pripisi. Namen je pač, da se pokaže, iz kje sem črpal kot avtor, pa na katero stvar se je pesem naslanjala, ko je nastala, ali pa je bila že napisana, pa sem potem dodal, ko sem se zavedal, iz kje je to prišlo. Ker zdi se mi, da vse osebne filozofije izvirajo pač iz tega, kar smo bili naučeni, ker tako pač delajo ideje. In potem
smiselno, da predstavljamo svoje ideje brez konteksta, iz katerega so prišle. Tako kot je pač treba navajati vire. No, ta zadnji stavek je super upeljal kontekst tega, da ste primarno znanstvenik, matematik, pa seveda očitno tudi pesnik in ta nek spreplet znanosti, znanstvenika in pesnika je vsaj v našem naravoslovnega znanstvenika, govorimo o naravoslovno-tehničnih znanostih, je dokaj redek fenomen. Imamo Ihana, recimo Alojza, ki je imunolog, pa odličen pesnik. In me zanima, kako se pri vas prepletata jezik znanosti in jezik poezije na drugi strani. Ja, mislim, ne vem, koliko dolgo lahko o tem kaj povem, mislim, koliko časa imam, ampak dobro, ne vem, kje ne začnem. Meni se zdi, da dostikrat ljudje mislimo, pa nam govorijo ostali ljudje, da je umetniško ustvarjanje nek poseben proces, ki ga mora človek začutiti ali doživeti. Ampak, mislim, v resnici je to vse, mislim, ali pišem članek, ali pišeš pesem, ali pišeš pismo svojemu prijatelju, ali pa ne vem, se odločiš saditi krompir, pač vse je približno ista stvar. Človek se pač zada nek cilj, se usede in začne to delati. Mislim, lahko človek reče, da bo čakal nek navdih ali pa ne vem kaj, ampak potem prej kot slej ne bo nastalo nič od tega, če čakaš predolgo. Vedno je pač neka stvar, ki jo se da izpiliti, ali v tem primeru, da začneš brati staro poezijo, pa jo probaš izboljšati, ali pa bereš pač članke, ki jih pišeš, pa probaš popraviti kakšno strukturo, dodati kakšen dodaten izrek. In potem, če končaš s tem delom, če še vedno nimaš novih idej, lahko začneš brati novo literaturo, gledati nove slike, mislim, brati strokovno literaturo. Tako da proces je v samem bistvu precej podoben. Jaz mislim, da to vzgajanje, da so ti procesi eni bolj zahtevni, drugi manj zahtevni, ali pa bistveno drugačni. Na koncu je vse samo treba se pač usesti pa narediti, pa ne preveč jamrati glede tega. Zdaj, glede tega, kako pa je sama struktura poezije in matematike. Mislim, poezija je za moje pojme razdeljena na dva dela. En je vsebinski del, torej kaj je sporočilnost pesmi same, pa pač sporočilnost kupa pesmi ali pa zbirke. Drugi je pa, kako pesem zveni. Zdaj, glede sporočilnosti se mi zdi dosti težje naučiti človeka, kaj je treba sporočati s pesmijo. Ampak, mislim, v večini primerov, če črpa človek iz sebe, je velikokrat nekaj smiselnega. Ampak to se mi zdi dosti težje naučiti človeka. Zdaj, kar se tiče pa samega zvena besede, se mi zdi, da je to precej, mislim, z dovolj vaj je to samo še en nov jezik, ki se ga je treba naučiti, pač. Tako kot, ne vem, kot se moram naučiti za vsak nov članek, en kup novih jezikov, da pač lahko napiše nov članek, je pač struktura pesniškega jezika je tudi samo en nov jezik, ki se ga zvajal, da obvladovati pa nadzorovati. Mislim, zdaj razumem, da večinoma ne gledamo tako strukturirano na to, ampak se mi zdi, da je to tudi bolj problem potem, da nastaja dosti takih vprašljivih stvari, ker nekako nismo potem dovolj strogi do sebe, ne. Če nismo navajeni ločiti tega, kaj je pravilno zveneča beseda in kaj je beseda, ki bi lahko zvenela bolje, ali pa beseda, ki bi mogla zveneti slabše, zato da se izpostavi samo pomen besede. Če nimamo nadzora nad tem svojim jezikom in če ne znamo odstopiti od tega in biti kritični samo do jezika, ki smo ga napisali, je to potem podobno kot če, mislim, kot pač, ko nekaj računam na en papir, pa se mi zdi, da bi se moglo izideti, pa se ne izide, pa potem ne obupa človek, zato ker bi res rad, da se to izide, ker če ne bo članka. Pač včasih je treba obupati, ne, in se je treba zavedati, mislim, da je podobno glede tega pesniškega jezika, da je pač na eni točki treba
biti sposoben odstopiti en korak nazaj, pa mislim kritično preučiti ta del ustvarjanja. Zdaj mislim, kako pa je vsebinskost, to se mi zdi pa malo bolj zahtevno biti kritičen do svojega dela, tako da to je bolj treba potem zaupati, kaj drugi povejo. Ker je tudi dober proces, ko se pač objavlja znanstvene članke, izbereš nek rank ene revije, kamor ga boš poslal in ti povejo, če je to res za tak rank revije ali ne, tako da. Meni se zdi, da je pač ta distinkcija, da je umetnost ali pa da je, mislim, znanost ali pa karkoli bistveno težja, da je to malo tako, malo lažemo otrokom za to, da se počutijo boljše. En vers me je zelo nagovoril, oziroma en del pesmi me je zelo nagovoril in to so verzi, ki pravijo: če drevo pade v gozdu in ga nihče ne sliši, je drevo sploh padlo. Kar je meni zbudil ta vers, je eno zelo pomembno senzorično vprašanje, če tako zastavimo. Namreč, znano je, da se pri spoznavanju sveta ljudje v veliki meri zanašamo na vid. Nekateri znanstveniki pravijo, da skozi oko sprejemamo 80% vseh informacij, ki jih sprejemamo o svoji okolici. Ampak, ko smo pa v nekih najbolj intimnih izmenjavah, se pa to ponavadi dogaja na nivoju sluha. Ogromno idiomov imamo, ki to tudi potrjujejo. In me zanima pod črto, če bi rekli, ali je za človeka bolj pomembno, da je viden ali da je slišan? Ja, to mislim, da bi mogli to kakšne invalide vprašati. Mislim, jaz sem dovolj privilegiran, da in vidim in slišim, tako da težko rečem, kaj je bolj pomembno. Mislim, sam lažje dajemo informacije s tem, da berem, tako da mi je vid iz tega vidika bolj pomemben. Tudi ko pride do pač poslušanja ali predavanj ali pa poezije, pa liturgije, dosti težje pač dojemam stvari, kot če jih berem. Mislim, tako da osebno mi je dosti bolj pomembno, da lahko vidim, zdaj, kaj je pa za človeka bolj pomembno, pa ne vem, kateri ljudem je lažje živeti, ali slepim ali gluhim, mislim, da imajo oboji velike probleme. Ja, mislim. Pa mogoče še tole vprašanje. Prej ste omenili naravo, ki jo pogrešate v LA-ju, gozd, vasice in tako naprej. Namreč zdi se mi to zelo pomembno, ker smo v času nekih senzoričnih hiperstimulacij. Vse se neki blešči, vse neki bobni, šumi, si predstavljam, da v LA-ju še bistveno bolj kot kjerkoli v Sloveniji, in me zanima, kako, kam se zateči po tišino v tem svetu. Mislim, jaz promoviram vse od tega, da sediš v sobi in gledaš v steno, do tega, da pač greš ali peš ali s kolesom v nek hrib. V Sloveniji imamo res privilegij, da je hribov ogromno, pač vsak, kjerkoli živiš, imaš blizu nek hrib, kjer ni nobenega. Pač greš gor. Mislim, zdaj eni ljudje poslušajo glasbo, samo to se mi zdi, že pokvarja celoten namembnost te dejavnosti. Ja, torej, mislim, da je sama narava najbolj primerna za to, še bolj kot soba, ker v sobi rabiš ogromno samokontrole, da nič ne počneš, da se ne oziraš na dražljaje, ki prihajajo. V naravi, sploh če je zima, če se gre kdaj, ne vem, koliko so to delali ljudje, ampak če greste kdaj po zimi, recimo na Pokljuko ali pa nekaj, ko ni nobenega gor, ker je še dovolj snega, se niti ni živali, vsi odmevi pač so zadušeni v snegu in mislim, da je to najboljši način, da se izkusi te stvari. In glede tega smo tudi pač v Sloveniji res privilegirani, ker
imamo toliko teh ogromno, mislim, zelo majhnih vasic, da in vsake vasice je speljana cesta, tako da res ni problem najti takih kotičkov. Samo pol ni dobro, če se jih preveč deli z ljudmi, ne. Pol rata tako, kot je ratalo marsikateri kraj v Sloveniji, da pol so pa kolone Nemcev, ki se vozijo v te kotičke. Apropos sem ravno zadnjič bral en članek, da je neka influencerka nekje v Švici, kjer je vas, mislim, da s 1500 prebivalci in nek znamenit ledenik, ki je zelo lep naredila en selfie in to dala na internet. In je čez en teden prišlo 50,000 turistov v to vasico in so znorili pač domačini. In pa še eno zadnje vprašanje z moje strani, ki bi lahko bilo teološko, pa ga ne vzeti kot teološko, mogoče bolj kot nekaj osebnega, nekaj izkustvenega, namreč znanstveni jezik je velikokrat zelo eksakten, tehnicističen in tako naprej. In kljub temu je veliko znanstvenikov, vedno več znanstvenikov, hkrati tudi globoko vernih ljudi. In me zanima, kje se v jeziku znanosti vam oglaša Božje. Mislim, jaz sem se iskreno nekoliko oddalil od tega, odkar nisem več doma, ampak se mi zdi, da mislim, znanost sama po sebi, mislim, dva vidika so tukaj, ki so pomembna. En je ta, da znanost sama po sebi več kot človek o tem razmišlja, bolj vidi, da je bilo pač to ustvarjeno z namenom, da ni moglo obstajati, ni moglo obstajati, da zelo verjetno ni moglo obstajati brez nekega natančnega, premišljenega stvarjenja. Mislim, če vse bo naključno, kar impresivno. Drugi del pa je, mislim, sam jezik, kot je bilo vprašanje. Mislim, jezik, ko se piše znanost, je precej strukturiran in prečiščen, ampak to je nič drugače kot recimo jezik kakšnih filozofov, posebej modernih filozofov, mislim, novodobnih filozofi pišejo zelo natančne stvari, pa vsi kolegi iz filozofije morajo tudi imeti dovolj, mislim, 1 pa 2 predmeta logike, preden doktorirajo, pa tako da, mislim, jezik filozofije je tudi zelo prečiščen dan danes. Mislim, mi zdi, da tak prečiščen jezik je to, kar se je teologija skozi leta že pač trudila doseči, da na prečiščen, natančen način razložiti in svetopismo in pač ostalo krščansko kulturo, ker čim človek ni dovolj natančen, potem je zelo enostavno priti do kakšnih nasprotij, posebej v Svetem pismu je to, mislim, ni tako težko, če človek ne interpretira tega zelo podrobno in natančno, ni tako težko najti kakšnih nasprotij, lahko probate kakšen popoldne, ampak mislim, potem pa drugi del, kar je pomemben del in pri znanosti in pri teologiji, so to, da je to treba biti sposoben prodati pa predstaviti človeku, ki se s tem ne ukvarja. Mislim, v naših krogih je to delo duhovnikov, zdaj v znanstvenih krogih pa naj bi to počeli pač znanstveniki sami, samo mislim, da nam gre kar slabo, tako da v tem kontekstu se mi zdi, da gre dosti boljše cerkvi kot pa samim znanstvenikom. Mislim, da tudi iz tega potem pač prihajajo tako znanstveniki, ker vidijo ta jezik kot neko uganko, ki bi bilo treba razložiti. Najlepša hvala, pa povabim še k enemu kratkemu branju pesmi. Tišino so se navadili sprejemati z odprtimi rokami. Pustili so, da je tekla po njih in jih oblivala kot poletni dež. V redkih trenutkih, ko so hodili po gozdu, bili blizu ljubljene osebe, se po noči sprehajali po ulicah, sredi dneva stopili v cerkev.
ko so se resnično dotaknili obstoja in vsega, kar izvira iz prvobitnega. Ko spim na vlaku, poslušam glasbo, tudi ko je vagon prazen. In še ena pesem za konec. In čar je bil v iskanju tišine, in tišina ni bila dovolj tiha, dokler se nisi na koncu iskanja pridružil. Krajše poti vodijo do obstoja, ki vrednoti tišino pod ceno. Jernej. Jernej, najlepša hvala. Mislim pa, da sledi še eno branje. Namreč sedaj se selimo od matematike k zgodovini in povabim našo današnjo gostjo, doktorico Miro Delavec-Tuhami, da prebere en kratek odlomek iz svojega najnovejšega romana, ki ga bo potem tudi podrobneje predstavila. Izvolite. Globoko v zemlji so skrite korenine. Živijo, močne in trdne, z dežjem napojene, z vetrom prežete. Drži nas pokonci, ko svet se nam zamaje. Kamorkoli greš, vedno jih čutiš. V njihovem objemu se dom ti nariše. V njih je zgodovina, v njih čas se pretaka. Njihov šepet v nočeh ti v srcu ne izgine. Ko te preplavi nemir in se sprašuješ, odkot te kliče glas davni, tih, a jasen. To so korenine, tvoje močne niti, ki te povezujejo s svetovi vseh časov. Čeprav jih ne vidiš, jih nosiš v sebi. Z njimi si drevo, ki pade, ne pade v vetru. Korenine so moč, ki ti daje krila, da s pogumom greš tja, kjer svet se odpira. So tvoje zavetje, ko svet pred teboj razpada, so tvoj kompas, ko smer izgubljaš. Korenine, v njih je začetek in konec, v njih je vse, kar si bil in vse, kar boš znal. Začela sem v bistvu z zaključkom zadnjega dela romana, ki nosi naslov Iztrgane korenine. Gre za roman, ki na eni strani, torej seveda gre za zgodovinski roman, ki nadaljuje najprej v prvi vrsti zgodbo najbolj znanega slovenskega para, če tako rečem, v bistvu najbolj odmevnega para, in sicer pogosto se ima reče karikirano slovenska Romeo in Julija. Namreč gre za zgodbo Josipine Urbančič – Turnograjske in Lovra Tomana, ki sem jo upovedila torej v prvem romanu, ki je izšel pri Celjski Mohorjevi družbi pred 2 letoma. In sicer gre za pisanski roman med Lovrom Tomanom in Josipino Urbančič – Turnograjsko. Namreč v letih 1850 do 1853 sta si izmenjala več kot 1100 ljubezenskih pisem. V povprečju ima eno pismo od 25 do 35 strani, kar velja na Slovenskem za eno največjih korespondenc, če ne celo mogoče, če si upam reči, največjo ohranjeno korespondenco, in to pazite v slovenskem jeziku, kar je v bistvu za sredino 19. stoletja, ko se je meščanstvo na Slovenskem dopisovalo v nemščini, ko je bil uradni jezik nemščina, izredno zanimivo. Torej, če vas kaj več zanima o njuni zgodbi in kaj se je dogajalo na Kranjskem, na njunem življenju, je to roman Dehteče spominčice ljubezni. Brez skrbi njih 1100 pisem noter, ampak so samo odlomki, tako da boste lahko poleti pod kakšnim drevesom šumečim lahko prebrali. Toplo vabljeni. Iztrgane korenine pa je drugačen roman. Roman, ki je nastal in opisuje čas na Slovenskem od nekako smrti Josipine Turnograjske od leta 1854 do 1875. Gre za zelo dinamičen čas na Slovenskem,
kjer pa oba romana, tako prvi kot drugi, stojita na zgodovinskih dejstvih, katerim so seveda dodani potem dialogi na osnovi rekonstrukcije dogodkov. Kar je zanimivo je pri tem romanu, da vzporedno potekata dve zgodbi. Ena je osebna zgodba Lovra Tomana, ki je na Slovenskem zelo malo ali skoraj da nepoznan. Sredi 19. stoletja in drugi polovici pa je bil izredno pomemben Slovenec, bil je poslanec v Dunajskem parlamentu, tako da zavzemal se je za vlogo slovenskega jezika, bil tudi zelo uspešen pri tem, dosegal na tem pomembne premike. V zgodbi pa gre za neke vrste tipičen oris pač slovenskega meščanstva v tistem času. Ne gre samo njegova osebna zgodba, ampak je v ospredju tudi zgodba izjemnega slovenskega industrialca Fidelisa Trpinca, ki je prav tako slabo poznan slovenskemu prostoru. Gre za izjemnega Slovenca, ki je imel takrat sredi 19. stoletja v lasti papirnico v Vevčah, bil torej solastnik. Bil je tisti, ki je kupil in preuredil Fužinski grad. Bil je tisti, ki je kupil in preskrbel, da ni bil prodan tujcem Loški grad in grad Zaprice pri Kamniku. Bil je tisti, ki je bil predsednik dolgih 20 let Kranjske kmetijske družbe in ne boste verjeli, leta 1848 je na razstavi v Parizu dobil nagrado za najboljšega plemenskega bika. Potem kot zanimivost, bohinjski sir in slovenske izdelke je kot predsednik kmetijske družbe že takrat razstavljal vse od Pariza do Londona. Skratka, naši izdelki so bili izredno dragoceno in lepo sprejeti širom Evrope, kar se danes premalo pozdravlja, ker slovenska kulinarika je kulinarika, ki ti boža res brbončice, sploh če živiš v tujini. Lahko vprašate vse, ki romamo iz Slovenije v tujino, naši kovčki oziroma naši kufri pri avtomobilih so polni, da ne bom zdaj česa, krompir, čebula in tako, pa si pa izmenjavamo, ker a veste, v teh predelkih, to je okus zemlja, to je drugačen okus, Saj v tujini je krompir, ampak ta ni isti kot tisti, ki je zrastal nekje na Krasu ali pa nekje druge. Skratka, da se vrnem, torej, bil je pa tudi tisti, ki je bil zaslužen, ker je bil strašno podjeten za razvoj slamnikarstva v Domžalah, Kamniku do Vodic, tako da on je bil marsikaj. Ampak bolj zanimivo v tem romanu je njegova zgodba, da ne bom preveč izdala, znamenite femme fatale 19. stoletja. To je bila Jožefina Češko in Jožefina Češko ne bi mi povedala nič posebnega, razen seveda, da je bila zaročenka, imela je komaj 17 let, Prešernovega drugega najboljšega prijatelja Andreja Smoleta. Andrej je bil takrat pravnik, ampak oče od Jožefine, on je hotel, da bi se dekle dobro poročilo, Andrej pa nekako ni dosegal želja njenega očeta in so poroko ves čas prestavili, dokler Jožefinina mama ni rekla, da naj za božjo voljo že nekaj naredi oče, in se odloči, ali jo bo dal zdaj v zakon ali ne. No in potem so poroko oziroma zaroko preklicali, ker je bil kar škandal takrat tukaj v Ljubljani na Kranjskem. No in potem je v to zgodbo vstopil ta Fidelis Trpinc, mlad 25-letnik, ki si je že s svojim gospodarstvom prislužil Fužinski grad in ker pogoj, da se je lahko poročil z Jožefino Češko, je bil, da se mora preseliti v Ljubljano, ker starša sta prepovedala hčeri, da zapusti Ljubljano. Hči je bila pa tako lepa, ta Jožefina Češko, veste, to je, ko je bil kongres Svete alianse 1821, mislim, to je, tako piše, da je cela svetovna elita tukaj vzdihovala, moška seveda, vzdihovala nad lepoto te Jožefine in sam ruski knez je želel se poročiti z njo, ampak ni imel možnosti. No, skratka, da ne bom predolga,
ta naša femme fatale izjemna je seveda potem sprejela ponudbo poroke, v kateri je bila zadovoljna, srečna, kaj se je dogajalo, seveda se skriva v tem romanu. Gre pa v tej zgodbi še ena druga zgodba, vzporedno, in sicer prepletata se zgodba, veste, da je bil župan mesta Ljubljane tudi znameniti Ivan Tavčar, znan po številnih svojih delih. No, in on je bil tako neznansko zaljubljen v hčerko Fidelisa Trpinca. In kakšen je bil Fidelis Trpinc kot oče, kakšen je bil Fidelis Trpinc v tej zgodbi ljubezenski, namreč njegova hčerka, ali je res bila ali ne, se ne ve, ker je bil veliko na poteh in je bil blazno šarmanten moški. Je pa seveda stvar interpretacije, no, ampak kakšen je bil kot oče v tej ljubezenski res lepi zgodbi, seveda izveste ponovno v romanu. Kot zanimivost, Lovro Toman, ki je seveda bil prijatelj, ta skratka roman se prepleta kot neka vez, kot korenine. Vzporedno gre zgodba seveda o odnosu do slovenstva, do odnosu do slovenskih korenin. In tudi tukaj nam pravi odlomek iz romana: samo narod, ki žene korenine, da raste in se širi, preživi. Narod pa, ki trga lastne korenine, ne more preživeti ali pa bo hiral na obroke. Kje je naša enotnost? Če je ne zmoremo med seboj, kako jo bomo potem pred tujimi kapitalisti, ki se grebejo za našo zemljo, teptajo našo identiteto in ne spoštujejo našega jezika, se sprašuje Toman v romanu. Zdi se, da so ta vprašanja junija, torej bila 1875, kako še aktualna, in so aktualne tudi junija 2025. Namreč vse omenjene osebe in številne druge, ki nastopajo v romanu, se seveda do dr. Blajvajza se zavzemajo za izredno pomemben odnos do tega, da se ohrani slovenski jezik in da se vzpostavi slovenski jezik v šolah in torej uradih. In tukaj je bil Toman zelo uspešen. Da ne bom predolga, ker z veseljem dam besedo tudi publiki, če bo želela. Vsekakor se navezujem na svojega mladega predhodnika, ki mu čestitam za prvenec. Predvsem v tem, da, ker sem tudi sama znanstvenica, se strinjam z njim v teh pogledih, da glede na to, da zaključujem svoj 4. doktorat, da nekako je med znanostjo in umetnostjo v bistvu stvar osebne interpretacije in doživljanja. Ampak vseeno se mi zdi, da v romanu človek, saj meni osebno, sem zelo hvaležna Celjski Mohorjevi družbi, da mi je dala to možnost, da lahko se tisto, kar pa v strogi znanosti vseeno, saj na področju družboslovja, ne zmoremo na ta način obesediti, dopušča beseda v romanu. In iztrgane korenine pa za konec samo ta zadeva, da gre za roman, ki sem ga posvetila svoji rodbini. Moja rodbina se imenuje po domače pri Tavčarjevih, izhaja iz Poljanske doline. In živi pod vznožjem Storžiča že več kot 550 let. Izhajam iz kmečke družine, vedno smo imeli nekako pol grunta, bi rekli, in nekako v vsem tem času preživeli. Tako da, recimo zanimivost, da se naša zemlja dotika v določenih tudi Josipine Urbančič oziroma Turnskih, ker smo pač bili mejači, oziroma smo še danes na nek način. In te korenine, ki so med nas in v nas, sem zapisala v posvetilo takole: pod vznožjem gora so ostale, pod njimi zakopane, tam se držijo korenine iztrgane. Pod srcem so ostale, v duši zakopane, tam se držijo korenine iztrgane. V njih se pretaka srčna kri, v njih bije žalostno srce,
v njih živi duša ponosa in odsevajo žulji stoletij. Ko odraščate kot otrok, a veste, na tej slovenski zemlji, ko ste kot otrok, kot sem sama, še s srpom želi pšenico, ko se spomnim, ko sva z babico pleli repo, ki ni bila zasejana v vrsticah, ampak je bila razmetana in ker sem seveda izpoplela vso repo, ker je bilo to najlažje, kot pa plevel. A veste, so to čisto drugi časi in čisto drugi občutki in v tujini, kjer sem med izseljenci, velikokrat srečam stavek, zlasti starejših, ki se zdaj žal poslavljajo, odhajajo ali torej zavedno, ko mi ne bom nikoli pozabila gospe Marije, ko mi je rekla s solzami v očeh: Mira, veš, samo tam v naš ptujski konec bi še šla in da bi bila tam pokopana. Samo še enkrat bi rada videla našo, bi rada zagrebla našo zemljico. To je težko opisati, če teh zgodb ne doživite, ne začutite. Zgodba te generacije, ki je danes stara 70, 80, 90 let, je seveda drugačna, kot je zgodba mladih, ki so šli pred 10, 20 leti ali pred kratkim. Svet se je spremenil, ampak lahko pa rečem, da tudi mlade, ki živijo v tujini po 15 letih prej ne, niti eden je rekel, da ne pogreša svoje domovine. Niti eden. Dejansko z leti človek začne iskati svoje korenine in jih išče in brska po njih. Zato se mi zdi, da negujemo svoje družinske korenine, torej korenine svojega naroda, ker samo na ta način bomo lahko stali in obstali v svetu, v katerem živimo. In lahko rečem, da mi je zelo zanimivo, ko se recimo Nemci kot narod v tej globalizaciji sprašujejo o svoji identiteti in o svojem jeziku, so zaskrbljeni v marsičem. Zato bi tudi mi morali malce bolj skrbno pogledati v vodnjak in dušo svojega naroda. Ne zdi se, da je vse okrog nas tako samo po sebi umevno, kot zgleda na prvi pogled, in da smo kot narod zaščiteni pred čisto vsem in vsakomor okrog nas. Hvala lepa še enkrat, da sem lahko predstavila ta delček. Vsekakor vas toplo povabim, da ga preberete roman. Napisan je poljudno, res z ljubeznijo in srcem do slovenskega jezika in do slovenskega naroda in vseh, ki so ga predhodno oblikovali sredi 19. stoletja. In živite, dihajte, božajte, čutite, šumite in žuborite v naši lepi slovenščini. Tako ne žubori noben jezik. Ko sem bila na srečanju učiteljev, ki poučujemo v Nemčiji, torej od Portugalcev, Špancev, Italijanov, so nekako bili si enotni, da slovenščina deluje, kot da ves čas pojemo, nam pravijo. Jaz, ko poslušam, ko živim v stanovanju, pa so sami Nemci okrog in jaz rada poslušam slovenske pesmi, ali pa ko se pripravljam za pouk, pač pojem. Takrat vedno rečem, da se pripravijo, ker pač tega daru nimam. Ampak vseeno sosedje na všeca vleče in jim je všeč, kot da smo morali že kakšne slovenske. Tako da na blok, kjer živim, znajo Mi se imamo radi, to je absolutna pesem, ki prisega Mi se imamo radi, potem pa še kakšne ostale. Tako da slovenščina je strašno nalezljiv jezik, ki se ga zelo radi nalezijo drugi, tako da eno majhno prošnjo. Ko pridejo med nas tujci, ki se zelo radi učijo slovenščine, dajte jih naučiti, dajte jim priložnost, da povejo kaj v slovenščini, ne takoj, saj mi smo poligloti in smo takoj na nemščini, angleščini, španščini in tako naprej, ampak dajte jim možnost, da povejo, kar znajo v slovenščini. In ne samo hvala, dober dan, z veseljem se bodo naučili, ker potem jih slišite na vlakih, a veste, jaz potujem 2000 km na teden, pač ker se vozim iz kraja v kraj, ker vsak dan druge učim. In ko jih slišite, kako so veseli, ko se pohvalijo, jaz pa znam po slovensko, dober dan, in jih ujameš.
in jim potem rečeš, ne, res imajo radi to našo deželo in kot smo gostoljubni, odprti in jim ponudimo našo lepo deželo na ogled, našo kulinariko, dajmo jim še našo slovensko besedo. Veste, za njih je to neverjetno, ne bi tako skromni v tem, ne? Pa takoj na angleščino. Ne? Tako da, ja, dajte izkoristiti to poletje za domačo nalogo. Jaz sem učiteljica, pa rada dam pol domačo nalogo, ki nič ne boli. Ne? Tako da za domačo nalogo dajte prosim svoje prijatelje, ki pride na obisk, tujce, karkoli, pobožati pa jih naučite eno slovensko besedo. Pa smo že na poti, ne, naprej. Hvala lepa. Hvala lepa obema gostoma tudi za te zaključne misli, s katerimi smo se vrnili v izhodiščno temo. Imeti rad svojo besedo, svoj jezik, v njej ustvarjamo v končni fazi. In tam, ko ste govorili o tudi slovenski kulinariki, jaz nisem v tujini, pa se ne bi mogel bolj strinjati. Jernej pa tako ve, kako je v Ameriki s svežo zelenjavo, ne. Jaz sem lani bil prvič tam, šel sem v Whole Foods Market, kjer je eden redkih takih verig, kjer dobiš res dobro zelenjavo. Bil sem zelo vesel tistih 4 paradajzov, ki sem jih kupil, in malo manj vesel, ko sem na blagajni za njih pustil $25. Tako da, ob koncu poletja je kratko, knjig je veliko, današnje srečanje je naslovljeno Poletno branje Celjske Mohorjeve družbe. Gospa Metka je tukaj spredi pripravila en izbor knjig, ki so v akciji, ostalo najdete povsod po knjigarni, tam na stebru, v izložbi, tukaj otroško in mladinsko. Pejte malo naokrog, založite se, ker kdaj bomo pa brali, če ne med dopustom. Seveda pa sta danes na voljo tudi obe knjigi, o katerih smo govorili, in redka priložnost, da vam ju avtorja tudi podpišeta. Tako da to ni za zamuditi. Imejte se lepo in se vidimo na naslednjem dogodku tukaj v knjigarni Celjske Mohorjeve. Pa lepo poletje!